Pozdravljeni, z vami sem Minka in danes bomo pa govorili o tem, kaj lahko pričakujemo v naslednjem letu 2025, glede poslovnih priložnosti, napredovanja, denarja, pač ta materialni svet. Šli bomo preko kart Prehoda v novo dobo, preko Ošotovih kart in preko, tukaj imam angelski tarot, da vidimo čistko, naključna sporočila. Karkoli pride, bomo videli. V glavnem, za vse tiste, ki želite, da na tem materialnem, zemeljskem področju napredujete, kaj je ta trenutek za vas pomembno, da slišite, ozavestite. No, da vidimo, kaj je tisto, kar vam sporoča angelski svet. Pač jaz verjamem, da vsak od nas lahko posluša vodstvo svoje duše, pa vodstvo intuicije, se pravi ta notranje vodstvo, ki ga imamo, in včasih si lahko pomagamo pač z nekimi sporočili in verjamem, da tudi določena sporočila, ki nam pridejo na pot, ki nas potegnejo, so dejansko sporočila, ki so nam namenjena. No pa da vidimo. 3 sporočila za vas, za tebe, ki tole poslušaš, kaj je pomembno, da ozavestiš, da veš, kar se tiče poslovnega napredka v novem letu. Se pravi, obilje. Prva karta je prišla obilje, druga karta pozornost in tretja intuicija. Kje začnemo? Pri intuiciji začnemo, je prav. Se pravi, ti, ki tole poslušaš, imaš izredno intuicijo. Intuicija je glas tvoje duše in jasno zaznavaš sporočila. Stvarstvo te vodi tja, kjer je najbolje tako za tebe kot za vse druge. Vodniki ti šepetajo in sporočajo, da je vse v redu. Prepusti se vodstvu. Čeprav ti mogoče ta trenutek še ni jasno, zakaj in kako, zaupaj. Bolj kot si v miru sama s seboj in svetom, bolj jasno zaznavaš sporočila. Zavedaj se, da hrup in nered v tvoji glavi blokira jasnost sporočil. Bodi mirna. Bodi mirna, se pravi, tvoja intuicija te vodi tja, kjer je ta trenutek zate res prav, prihajajo nova sporočila, delaj samo na svojem miru. Bolj kot boš v miru sama s sabo, bolj jasno boš vedela, kje je pravo mesto za tebe, kje je ta tvoj največji potencial, s čim lahko največ dodaš vrednosti svetu. No, zdaj pa naslednja je pa prišla pozornost. Kam gre ta trenutek? Pozornost, tvoja pozornost. In si ponavljaj, lahko ta trenutek, dajte to karto, tako oči, pozornost. Ta trenutek lahko zapreš oči in si ponavljaš, vidim mir, vidim mir, vidim mir. In dovoli, da ti tvoja zavest naslika mir. Kaj vidiš ta trenutek? Kje je mir? Vidim ljubezen, vidim ljubezen, vidim ljubezen. Ponavljaj si to. Vidim srečo, vidim srečo. Kaj ti tvoja zavest naslika, ko vidiš ljubezen, ko vidiš srečo in ko vidiš vse tisto, kar si ti resnično želiš? No in naprej sporočilo. Kam gre ta trenutek tvoja pozornost? Vse, kar delaš in razmišljaš, vse, čemur namenjaš svojo pozornost, se veča. Pozornost je usmerjena energija, zato svojo pozornost usmerjaj v napredek in v harmonične odnose. Vse, česar si želiš več, blagoslavljaj, in vse, kar naj odide, blagoslavljaj. In mogoče je čas, da na poslovnem področju napišeš vse tisto, kar ti ni všeč, da naj odide, in dovoli, da pride vse tisto, kar želiš, da je v tvojem življenju. No in zdaj, če govorimo o tem materialnem obilju, mogoče ti bo pomagala pozitivna afirmacija, da jo ponavljaš zvečer pred spanjem. In si ponavljaj, dovoljujem, da v moje življenje priteka novo bogastvo. Bogastvo priteka k meni v slapovih obilja. Pripravljena sem sprejeti, pripravljena sem napredovati, pripravljena sem delovati. In če te afirmacije poslušaš, izgovarjaš zvečer pred spanjem, se s tem zjutraj zbudiš in si ponavljaš, denar je božanska snov, prihaja v moje življenje, jaz sem pripravljena napredovati, pripravljena sem
da sem bogato plačana za svoje delo. Ker kam gre pozornost? In če gre tvoja pozornost ta trenutek, joj nimam denarja, ne morem plačati račune, ne vem, kako bom plačala račune, greš v to skrb, seveda s tem kreirati še več tega in ti življenje ponudiš še več takih priložnosti, kjer imaš težave pač z denarjem. In naslednja karta je prišla izobilje. Se pravi, bodi naravnana na vibracijo obilja in dovoli, da to vidiš povsod. To izobilje, obilje lahko čutiš povsod. Zavedaj se, da tebi pripada izobilje vsega dobrega. Izobilje dobrih odnosov, izobilje ljubezni, izobilje na finančnem področju in izobilje zdravja. Ozdravljena si. Bodi odprta za nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvu koristile na številnih področjih. V izobilju sem plačana, si in boš plačana za svoje delo. Vse, kar potrebuješ, že prihaja v tvoje življenje in to z lahkoto. In mogoče ideja za ponavljanje pozitivne afirmacije. Odprta sem za nove ustvarjalne zamisli, ki bodo človeštvu, ali pa še boš, če daš vse dane, ki človeštvu pomagajo na številnih področjih. Odprta sem za nove ustvarjalne zamisli, ki človeštvu koristijo na številnih področjih. In si to ponavljaj in predvsem pred spanjem si to ponavljaj. Boš videla, kako te tvoja duša pelje točno do tistih stvari, do ideje. Mogoče se ti sanja o tem, kako nekaj delaš, kako se nekaj zgodi. Pač sledi sporočilom svoje duše. Zdaj pa en nasvet. Ko dobiš to idejo, bodi tiho. Ne razlagaj ljudem okrog o tvojih planih, ampak začni delovati. In ko boš že tam tik pred rojstvom, da je ta projekt ali pa ta ideja že tik pred tem, da pride, takrat začni govoriti. Pač, saj veste, mnogi ljudje ne želijo, da napreduješ, ne? Mnogi ljudje te želijo nazaj, tam, kjer si, in predvsem še vedno je ogromno zavisti. Veste, so ljudje, ki se ne premaknejo s kavča in bojo vse naredili, da se tudi vi ne boste premaknili z mrtve točke. Zato ne razlagajte o svojih planih, ampak delujte. No, naslednje sporočilo pa je Ošetove karte. Se pravi, na poslovnem področju, na tem finančnem področju, kaj je tisto, da je prav, da slišiš od zavesti. 5 kart bom potegnila. 5. 1, 2, 3, pa prva pa zadnja. Da vidimo. Dozorela si. Dozorela si. Tako kot sadež, ko je čas, pade z drevesa. Čas je. Daj sprav se v pogon. Čas je. Začni delovati. Zdaj pa tisto, kar te pa zadržuje, je pa očitno nek tvoj notranji uničevalec, ki je mogoče povezan s tem, da za preživetje moram garati, se moram boriti. Se pravi, da je to mesarsko klanje. Mnogi smo bili vzgojeni s tem, kako je treba garati za preživetje, kako je življenje težko. To so prepričanja, ki nam ne koristijo. Mogoče vzemite v roke knjigo, ko imajo čakre žur, in začnite s korensko čakro. Korenska čakra je rdeče barve, je povezana s fizičnim preživetjem, je povezana s premiki. In če imate nizke vibracije, se pravi strahove glede preživetja, je 100% prisotna tudi bolečina na križu, se pravi pa hrbtenica. Obremenjena hrbtenica, to so zapisi iz preteklih življenj, ki so povezani s pomanjkanjem. No, in po novem letu bom objavila, kdaj bom začela tečaj preoblikovanja telesa v povezavi s podzavestjo. Ker pogledajte, kaj opažam. Ljudje, ki imajo strah glede preživetja, začnejo pač kopičiti oblogo okrog svojega telesa za slabe čase. Začnejo shranjevati. In tukaj je ogromno programov po družinskem deblu, kar je povezano s tem šparaj za slabe cajte. In tu je v bistvu en tak program, ki ga res ne potrebujemo, ker lejte, če šparaš za slabe cajte, verjemite mi, da boste priklicali slabe čase, da boste ves denar, ki ste ga prehranili, lahko porabili.
ker ste klicali slabe čase. Če že hranite denar, ga hranite za dobre čase, ne za slabe. No in v glavnem to je podzavest povezana z bojem. Druga zadeva povezana je s tem, da je čas, da greste v samoto in pogledate, kaj vas zadržuje. Karta žalobnost je prišla. Zgodba tukaj zadaj je, da Buda je imel svojega učenca in ta njegov učenec ni doživel razsvetljenja. In ko je Buda umrl, je šel v samoto in v tej samoti je doživel razsvetljenje. In zato je tako pomembno, da si vzamemo čas, da se umirimo, da gremo pogledati svoje podzavestne programe, sploh glede denarja. Ker lejte, če ste poslušali v mladosti, denar je slab. Kdor ima denar, je nekoga okrog prinesel. Boste lahko tako kot moja prijateljica, ko mi je razlagala o podzavestnih programih, je rekla, jaz vem, zakaj sem brez denarja, zaradi tega, ker me je babica vzgajala v tem, kdor ima denar, je baraba. Jaz se znebim vsega denarja, zato ker sem dober človek. No in v glavnem naslednja je pa prišla izobčenec. Ampak ta karta je dobra. To ne pomeni, da ste izobčeni, ampak tukaj je ključavnica, ki je odprta. Samo odpreti je treba vrata in delovati tako, kot vas vodi vaša intuicija. Tisto, kar vas potegne, tisto, kar vam reče, kjer dobite navdih, kar vam zavibrira z vami. Sledite temu. Mogoče kakšna nova veščina, mogoče kakšen nov tečaj, nekaj novega se naučite. In v glavnem čas je v vašem življenju za celovitost, za ravnovesje. Yin, yang je ravnovesje, dan, tema. Se pravi, ko jaz upam iti pogledati tudi svoje temne dele, ko jih sprejmem, objamem, lahko pridem do ravnovesja. In življenje je ravnovesje. In bolj kot zaupamo v to, da vedno pride rešitev v pravem trenutku, dejansko rešitev vedno pride v pravem trenutku, samo pač učimo se zaupanja. No in še tukaj poglejmo, še angelski tarot. To so pa spet, to so krasne karte, ki jih uporabljam zdaj nekaj mesecev. Da vidimo na finančnem področju, kaj nam angelski glas sporoča, kaj nam angeli sporočajo, kaj je res pomembno, da vas zavestimo. Ok, 3 karte, da vidimo. Voda, ogenj, zrak. Zrak je ideja, nova ideja. Mogoče v tem trenutku občutite zastoj. In če občutite zastoj v tem trenutku v vašem življenju, je povezano z neko vašo odločitvijo. Odločitve ne želite ali ne zmorete sprejeti. Mogoče vas nek strah zadržuje, mogoče pred kakšnim premikom naprej. Se pravi, bi bilo čas, da pogledate v podzavest, kaj vam povzroča zastoj, zakaj ste obtičali in ne morete iti naprej. Dvojka vode. Vezi v odnosu se krepijo, odpuščanje. Pozitivna rešitev, tukaj piše sicer spor, ampak pozitivna rešitev. Nekaj se krepi, voda je povezana s čustvi. Se pravi, na področju čustev se nekaj prebuja, prihajajo nove ideje, prihajajo nov zagon in petica ognja. Nasprotujoči se cilji, se pravi, mogoče preveč železo v ognju, beganje misli sem in tja. Dajmo pogledati dodatni pomen, bom še 2 karti, Nadangali na Džofel, zvezda, časi sreče. Pripravite pozitivne, optimistične, dolgoročne načrte, na pravi poti ste. Se pravi, je čas, da zaupate angelom in da pogledate, da dolgoročno, kam želite priti, kaj je tisto, kar je vaš končni cilj in družinsko življenje, polno zadovoljstva. Mogoče pogledajte vaš sistem vrednot. Kaj je vaša vrednota številka 1? In ravno zdaj v teh praznikih smo se z otroci pogovarjali, da ljudje, ki imajo vrednoto številka 1 denar, bojo vedno postavili pač posel na prvo mesto. Kdor od nas ima pa družino na prvem mestu, bo pa vse priredil temu, da je njegova družina dobro.
Recimo, jaz sama sem si uredila posel tako, da pač delam od doma in da sem z družino in že od malega, tudi ko sem imela majhne otroke. In ta moj posel z vitamini, Neolife, in če koga pokliče, lejte, jaz delam z mojo skupino in je možnost dodatnega zaslužka in se da zaslužiti. In tudi jaz, ko sem iskala posel, dodatni posel, sem iskala nekaj, kar mi bo večalo mojo energijo. In sem lahko hvaležna na podlagi tega podjetja, s katerim zdaj sodelujem že 31, oziroma bo že 32 let, pač meni je prineslo vse tisto, kar sem si jaz želela na materialnem področju. To, da imam svoj dom, to, da lahko potujem, da sem imela priložnost potovati, da sem imela priložnost videti ogromno lepih krajev, biti v dobrih hotelih, tudi zastonj, videti določena mesta, recimo kot je Pariz, sem bila izžrebana in en teden v Parizu s celo družino. Ne vem, veliko takih, London, organizirano potovanje v London, v Rimu sem bila večkrat, ogromno takih lepih potovanj, lepih doživetij, Barcelona, prvič peljati se z avionom, ne vem. In vse to vidim, da me je moja duša peljala točno do prave poslovne priložnosti in ta poslovna priložnost, ki mi jo nudi podjetje Neolife, ker imamo naravna prehranska dopolnila, mi je pomagala, da sem zrasla samozavestno, v samozavesti, da sem zrasla na poslovnem področju, da sem zrasla glede govorništva, da sem zrasla na področju znanja, absolutno. Na podlagi tega sem napisala knjige, ker sem pridobila znanje. Pač točno tako me je vodilo, ker sem imela tisto prvotno vrednoto, želim delati nekaj, kjer bom uživala, kjer bom imela, ko mi duša poje, ko uživam vse vnotar. In danes vem, da s tem pomagam ljudem do zdravja. In veste, koliko ljudem sem že pomagala do zdravja. In to je plemenito delo, ker na koncu koncev, sej eno je dobro, da zaslužiš, ampak druga zadeva, ko vidiš povratne informacije od ljudi, ki si pomagajo, ki rečejo, veš, da to mi je pomagalo, koliko bolj živim. To je plačilo. No, tako da, če vas mogoče kliče na področju finančnega obilja, dobrodošli v moji skupini. Vsak četrtek imam z mojo skupino izobraževanje preko Zooma. Za mojo skupino pripravljam, v maju bomo šli na duhovno potovanje po Toskani, pa šli bomo v Asizi, to mnogi še ne vejo, ampak jaz že vem. V glavnem, potem šla bom, to organizira podjetje Neolife, Taormino pa Sicilijo, in takrat naslednjo potovanje bom delala v Taormino. In to bom delala pač z mojo skupino, pa s temi, ki ste v moji šoli. Tako da, to je toliko dobrega, toliko pozitivne energije. Se pravi, preverite vaše vrednote in mogoče postavite na prvo mesto teh vrednot, ki jih imate, vašo osebno srečo. Ker to je najbolj pomembna zadeva. No in zdaj z eno gospo večkrat govorim in zadnjič je rekla, da je nek hrvaški avtor rekel, da ni pomembno, da je mama dobra, ampak je pomembno, da je mama dobro. In dejstvo je, da vi, ki tole poslušate, ja, če niste dobro, bo cela družina res slabo. Zaradi tega, ker boste to trosle naprej. In ni pomembno, koliko ste. Veste, včasih so pač te vrednote, ki jih daš na prvo mesto, daš to, da si ti dobro. Ker ko si ti dobro, je to tvoja družina dobro. In spet zdaj za te praznike razlagam mojim otrokom o tem, kako pomembno je v partnerskem odnosu si vzeti čas samo za par. In sploh v letih, ko sem bila še srečna v zakonu, vem, da potovanja, ki so bili v okviru Neolife, so mene in pač mojega moža takrat močno povezovala. To je bilo nekaj, ko sva šla, ko sva se naplesala, ko je bila dobra hrana, ko je bilo nekaj drugače. Pač to je nekaj, kar naju je povezalo. In potem se pač zgodijo spremembe v življenju
in so se poti tudi ločile. Ampak vem pa, da tisti čas, ko sva pa skupaj delala, sva bila pa oba dva srečna. In tudi vem, da določene stvari so res tako dobre in vem, da par, ki želi imeti neko pozitivno spremembo v svojem življenju, lahko tudi preko dodatnega honorarnega posla vžge neko skupno iskro, neka skupna nova potovanja, nekaj se zgodi in se pač ne samo na področju financ nekaj spremeni, ampak na področju odnosov. No, tako ne mogoče je čas, da preverite svoj sistem vrednot in postavite na prvo mesto vaše osebno zadovoljstvo, na drugo mesto družino in na tretje mesto finančni uspeh. In boste videli, vse se bo spremenilo v vašem življenju, ker ta sistem vrednot je tisti, ki določa, kam bo šel kam boste dajali energijo, kako bo teklo vaše življenje. Tako da ja, to je to. V glavnem zanimivo, katera karta gleda, tukaj prav ven gleda slovo, pa nadangel Mihael. Zanimivo, te dve karti gledata ven, slovo, kaj je tisto, kar ne sodi več v tvoje življenje. No, naredi mečkan bilance in mogoče tam, kar kakšna stvar ti jemlje energijo, čas in denar, mogoče da malo pospraviš in narediš prostor novemu. In naslednja karta, nadangel Mihael, dovoli, da ti pomagajo nebesne sile, dovoli, da ti angeli pomagajo. Sploh nadangel Mihael je najmočnejši nadangel, ki ti sigurno pomaga skozi obdobje sprememb. Tako da vse dobro ti želim. Ja, mogoče napiš kakšne cilje, kaj si želiš v novem letu. To ne pomeni, da je to nekaj, kar moraš potem garati za to, ampak ko materializiraš, že ko napišemo, kam želimo, se že del energije sproži in vemo, da vesolje deluje tako kot dobri duh pri Aladinu in reče, tvoja želja je zame ukaz. Se pravi, ko mi znamo izraziti željo, kaj jaz želim, takrat se tudi to lahko zgodi. Zato jasno povejte vesolju, kaj vi želite. In zdaj je odličen čas zapisati želje, kaj si želite v tem letu, česa si želite več in vse tisto, česar si želite manj, napišite in skurte. Tega ne potrebujete. Tako da uživajte v tem procesu in dovolite, da se v vašem življenju v tem letu, ki prihaja 2025, res zgodi nekaj novega, nov začetek, da se stare stvari zaključijo, predvsem pa, da delate tisto, v čemer uživate. In s tem boste največ prinesli k dobrobiti sveta, dobrobiti vaše družine. To je pa najbolj pomembno, ker na vaš svet lahko vplivate in to je vaša vibracija. Zato skrbite za sebe, delajte na sebi in boste videli, vse se bo spremenilo. Uživajte, vse dobro.